Ja, in lep pozdrav. Zdaj, seveda se spodobi, da se čisto na kratko predstavim. Nekaj obrazov prepoznam. Hvala, da ste spet prišli. Najprej sem tudi starš. Moja dva sta že taka, da morata po Gorenjsko plačevati za toplo vodo. Ne? To ni hotel mama. Je še hotel, ne? Ampak je treba plačati. Ni tako, da bi mama vse plačala ali pa ata. Ne? Drugo, kar je področje, s katerim se ukvarjam, je obnašanje, vedenje in tisto, kar je na to vezano. Predvsem tudi, kaj narediti, da bi se nekdo drug obnašal tako, kot jaz želim. Ne? To se pravi, če imam jaz otroka, če imam vnuka, če imam učenca, če imam ne vem, nekoga drugega pred sabo in mislim, da je treba nekaj postoriti, da bi ta oseba morala nekaj postoriti, kako naj se jaz obnašam, da bo ta oseba res storila. Ko sem se ukvarjal s temi pregovori, toliko jih je. Težko jih je izbrati. Druge pustiti pri miru, nekaterim se posvetiti, si vzeti čas zanje, pa res temeljito premisliti. Še posebej tisti, ki so najbolj bogati, ki največ skrivajo v sebi, ponavadi zelo malo besed in so že včasih veliko opisali, danes pa še sploh, ker je življenje še toliko bolj raznovrstno. Pa to nekateri ljudje počnejo. Ves čas samo iščejo, kaj bo narobe. Recimo, kakšni, ki kdaj pridejo na tole predavanje. Kaj boste opazili, ko pridete domov? Tisto, kar je narobe, ali tisto, kar je prav? Kar je narobe. A vidite, to počnemo. Lahko 5-krat prebereš pregovor. Je treba precej samo nadzora, samo sebi razmišljati in videti, kaj se da iz tega narediti. To je en tak prenos vrednot, ki se zgodi, seveda prenos. Mi bi radi, da bi šel prenos vrednot z besedami naprej. To se ne da. Bom povedal en kratek primer. Doma imajo 2 otroka, enega, ki hodi v 1. razred osnovne šole in 3-letno Ančko. Ta Ančka je velika umetnica. Ona vzame suhe barvice in po steni. In jasno, starejši brat, recimo, da je Miha, reče, mami, Ančka pa spet po steni barva. Mama preteče Ančko, obrne ne smeš in ji pove celo litanijo, zakaj ne sme po steni barvati, 3-letni. In ta mala pol seveda, kot da nikoli več ne bo šla. Samo da je konc kontrole view, nazaj. Kaj se zgodi, ko čez par dni se ata odloči, da bo prebelil to steno, ker zdaj pa že toliko gor, da to ni za nikamor. In pride ta starejši pobad, reče, ata, jaz bi tudi pomagal barvati steno. In ata reče, se na vse zadnje morava res, temeljito morava zaščititi, pol pa kakšne škode ne moreš narediti. In se tako zgodi, da ravno tisti del stene, ki je spodaj, se veste, če boste gospode z otroki, kdaj to delati, spodaj morajo otroci barvati, ker oni so že dol. Ja, ki ni treba dol se držati, Torej, on to pobeli, skupaj z očetom, pospravita, se usedeta, pogledata, koliko je fino. Naslednji večer, otrok, fant se tam igra, Ančka z barvicami. In preden pride do zidu, on jo prime za rame, pa jo zasuče, pa je reče, veš, zdaj pa pobeljeno, zdaj pa ne smeš tukaj gor barvati. S tem, da mu tega nihče ni naročil. Nihče mu ni rekel, da ne drugače ravna, kot je ravnal prej. Ker se je vrednota prenesla se je z delom. On je vložil nekaj truda v to. On je videl, koliko je ata vložil truda v to. Da stvar ni čisto preprosto, da je treba se zaščititi, da je treba orodje oprati, pa še delati, ker je fino. In ne bo. Ne sme zdaj ona naenkrat spet barvati po tistem, ker to je zdaj vredno več, kot je bilo še en večer prej, ko je bilo vse pokracano. Dejansko otrok prepozna vrednote, ampak jih prepozna skozi delo, ne skozi besede. Mi jim lahko govorimo, ampak tukaj noter, tukaj ven,